Doseganje enakosti spolov je večplasten in nikoli dokončan družbeni proces, kjer lahko vsak s svojega delovnega področja na podlagi zakonov ali tudi osebnega interesa sodeluje in prispeva k razvoju dela na tem področju. Pomembno je, da se konkretne aktivnosti izvajajo tam, kjer ljudje živijo, to je v lokalnih okoljih. O tem in podobnih temah so v petek 25. novembra 2016 na dvorcu Trebnik ob Mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami prisotnim spregovorile Julijana Kralj, predsednica društva Vizija, Vesna Novak, diplomirana socialna delavka, izvajalka strokovnih del v programu Nasilje nad invalidi, in Lidija Pratnemer, predsednica Sveta za invalide občine Slovenske Konjice. Društvo Vizija je ob ustanovitvi leta 2000 kot prva invalidska organizacija v Sloveniji v pravila delovanja vgradilo vsebine za delovanje na področju enakosti spolov žensk in moških z gibalno oviro z upoštevanjem potreb glede na spol, s cilji enakost doseči znotraj struktur populacije invalidov, v življenjskem okolju oseb z invalidnostmi, kakor tudi na nivoju družbe kot celote. Do takrat se s to problematiko sistemsko ni nihče ukvarjal. Tudi danes, kljub opaznemu in precejšnjemu napredku, se problematika žensk z invalidnostmi na nivoju države čestokrat rešuje brez upoštevanja potreb spola. Za dojemanje koncepta enakosti spolov ni dovolj zgolj upoštevanje vrste in stopnje invalidnosti, ampak tudi vseh drugih življenjskih dejavnikov, ki vplivajo na uresničevanje enakosti. Za napredek potrebujemo razširjen pogled na problematiko žensk z invalidnostmi, partnersko sodelovanje vseh akterjev in široko družbeno podporo na državni in lokalni ravni. Pa bi predstavila sam program, ki se danes imenuje skozi razvoj program nasilje nad invalidi. Že pred letom 2000, približno 99, 97, so se porajala vprašanja, zakaj nihče na tem področju aktivno ne dela. Tudi čas je takrat bil takšen, da te težave še niso bile tako razumljene, potem ni bilo zakonodaje in tako so vedno, ko so se ženske posamezne, pa naj bojo to ženske z gibalno oviro ali z motnjo sluha, govora, vedno je ta problematika v strokovnih krogih ostala nekje na obrobjih. Ampak glede na to, da je problematika bila takrat pereča, smo se pa našle skupina žensk, ki smo vedele, da če same ne bomo začele delati na tem področju, pa predstaviti problematiko, ki jo ženske z invalidnostmi živimo, bo to ostalo na robu še naprej. Potem smo v eni drugi invalidski organizaciji, smo vse te problematike zbrale, ampak ene take posebne volje za razvoj programa ni bilo, pa ljudje, ki so poznali naše delo, te skupine so nas podpirali, pa so nas spodbujali, naj ustanovimo svoje društvo. In tako se je potem, julija je bila ustanovni občni zbor in potem oktobra, tako kot je že Tjaša povedala, da smo se ustanovili. Pravila društva smo dali tisto, kar smo imeli v začetku pripravljeno, smo nesli na Ministrstvo za delo, pregled, potrditev in ker smo pač takrat poleg vseh ovir najlažje ustanovili samopomočno organizacijo, smo pa videli, da bomo brez težav šli skozi to in potem smo pa leta 2000 programe predstavili in spremenili statut, pravila in smo tudi tu v občini Konjice brez težav, pa s pomočjo takratnega ministrstva brez težav registrirali društvo kot invalidsko društvo. Ampak jaz v tem programu vidim še nekoliko več, kot pa to,
od leta 2000 do danes smo še vedno edina invalidska organizacija, ki delamo na tem področju. Trudili smo se, vendar še nismo uspeli, zato je naš dolgoročni cilj, da to uspemo. Potem pa iz same predstavitve programa in razvoja je razvidno, da smo v bistvu mi pripravljali podlage, predloge in pobude za sistemsko reševanje za to problematiko, za zakonodajo, kjer je bilo poleg nasilja v družini, je bilo posebej potem tudi poudarjeno nasilje nad otroki in ženskami z invalidnostjo, tako da trud ni bil zaman, lahko rečemo, da smo veliko dosegli, vendar še ne vse. Tako kot je Tjaša prej rekla, nekatere stvari niso nikoli dokončana zgodba, tudi enakost ženskih in moških, ne v družini, kjer so vsi enako upoštevali, se pravzaprav tudi nasilje ne dogaja. Tako da lahko rečemo, da smo družbeno koristna organizacija. Zdaj, kako naprej? Skoraj vse smo dosegli, kar smo planirali. In program ima pa res visoke strokovne kriterije, kar je prav in tudi skrbimo, da se izvajajo tako. Potem tudi metode dela, imamo posebne metode dela, tako da lahko obravnavamo tudi posebne individualne socialne zdravstvene probleme, ki potem v celovitosti pripomorejo k temu, da se naš program uspešno izvaja, pa da nudimo tudi uspešno pomoč vsakemu posameznemu ali pa posamezni ženski, ki se obrne k nam za pomoč. Danes je 25. november. Zakaj sem to rekla? Zaradi tega, ker je prav danes mednarodni dan boja nasilja nad ženskami. In v tej predstavitvi, ki bi jo naj jaz imela v pol ure, bi naj govorila o zakonodaji, ki je povezana z nasiljem. Nikoli, čeprav sem pravnik, nisem želela izpostavljati in tudi danes ne bom suhoparnih zapisanih členov v posameznih zakonih, ampak želim malo predstaviti ta dogodek nasilja nad ženskami skozi svoje delo, ki sem ga opravljala kot kazenski sodnik na sodišču in se konkretno srečevala s temi problemi, ki so bili prisotni. Pa vendarle, nanizam na začetku nekaj zakonov, ki brez dvoma so osnova za to, da se potem lahko postopa in ukrepa naprej. Zakon o kazenskem postopku. Ko se govori o postopku, so v tem zakonu napisana pravila, kako ukrepati takrat, in se bomo osredotočila zgolj na nasilje, ko do tega pride. In seveda, do česa je prišlo? To se ureja v materialnem zakonu, kazenskem zakoniku. Ker kakor hitro slišimo nasilje, jaz kot kazenski sodnik sem si lahko predstavljala samo kazniva dejanja, ki so bila storjena. In potem, kot je bilo že danes povedano, v letu 2008 smo sprejeli zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki si ga velja prebrati, kajti še vedno in sem trdila in bom,
nepoznavanje prava škoduje na vseh področjih. Torej, več, ko imamo znanja, več, ko vemo, kakšne pravice imamo, lažje ukrepamo, a ne? Sicer smo si sami v škodo. Čisto za konec pa rečem še enkrat. Žrtvam ne molčite. Nihče naj ne molči. Ali tisti, ki smo seznanjeni, da nekdo trpi, smo prav tako dolžni odreagirati in taka dejanja prijaviti. Verjemite, dolžni smo to prijaviti. Nasilje v družini je eno najhujših oblik nespoštovanja enakosti spola. Je kršitev osnovnih človekovih pravic do življenja v nenasilju. Otroci in ženske so fizično šibkejši in v družini, kjer vlada nasilje, posledično temu dejstvu tudi bolj ogroženi. Za ženske, uporabnice invalidskih vozičkov in opornic za hojo, ter starejše ženske s težavami pri gibanju, je problem gibalne ovire visok dejavnik tveganja za nastajanje nasilja, saj žrtev ne more ubežati nasilni osebi. Svet za invalide Občine Slovenske Konjice sledi ciljem razvoja dela na zahtevnem področju in spoštovanju načela enakosti, ter jih v okviru delovanja poskuša čim bolje uresničevati. Ena izmed takih aktivnosti je bil tudi ta dogodek na Konjiškem, s katerim so obeležili tudi mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami, ki trajajo do 10. decembra, to je ob mednarodnem dnevu človekovih pravic.